Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Ja, mogoče pa res kaj ne vemo, kaj se v teh hudih časih dogaja v varstveno-delovnih centrih. Mi smo obiskali enega, zasavskega, v Zagorju, varstveni delovni center Zasavje. Z nami je direktorica tega centra, doktorica Špela Režun. Midva se že dolgo tikava, tako da predlagam, da tako ostane tudi v teku te malce improvizirane oddaje. Ja, hvala. Marsikaj se dogaja v tem času, ampak mene pa še zanima nekaj podatkov o samem varstvenem delovnem centru. Koliko vas je, koliko je uporabnikov, pa zakaj mimogrede se reče, saj v zadnjih letih uporabniki, včasih smo pa rekli varovanci, če se ne motim. Ja, tako je. En lep pozdrav vsem. Hvala, Igor, za današnji, praznični obisk. Zasavski VDC, ki se uradno še vedno imenuje VDC Zagorje ob Savi, vključuje 150 uporabnikov, ki hodijo v običajnih razmerah v dnevni enoti v Zagorje, ena je še v Litiji. Poleg tega imamo pa tudi institucionalno varstvo, kar pomeni bivanje v bivalnih enotah v skupnosti. Ena je zgoraj v mansardi, 2 sta pa še v stanovanjskih hišah v Zagorju, kjer tudi v teh razmerah biva 26 stanovalcev, za katere skrbimo zaposleni varstveno-delovnega centra. In še zakaj uporabniki? Zaradi tega, ker so uporabniki naših storitev, podpornih storitev za čim bolj samostojno življenje v normalnih razmerah in niso več samo varovanci, da jih mi varujemo, zaradi tega, ker so oni kreatorji svojega življenja in je prav, da jih pri njihovih odločitvah v življenju podpiramo s storitvami, ki jih uporabljajo za to. No, verjetno Zagorje ali pa celotno Zasavje ima srečo, ker tu v bližini deluje tudi osnovna šola doktorja Slavka Gruma, tudi prilagojena za osebe, recimo telesno ali pa z kakšno duševno pomanjkljivostjo, ali pa kakšno boleznijo. In do katerega leta so v tej šoli, pa potem kdaj pridejo tisti, ki pridejo k vam? Možnost vključitve v varstveno-delovni center je po 18. letu. Se pa sami uporabniki, seveda skupaj s svojci, odločajo, ali bojo ostali na šoli do 26. leta, ker sedaj je tudi ta možnost, ali pa pridejo k nam, že prej. No, leta nazaj, ko je varstveni delovni center Zagorje odprl svoja vrata, seveda je bilo tu služba bolj kot ne dopoldne, in so šli potem uporabniki domov. Z leti so se pa, tako kot se je varstveni delovni center staral, so se tudi oni starali, in so izgubljali svojce. Tako je. In od leta 2009, 1. aprila je bilo, imamo tudi v Zasavju bivalne enote. Prva je bila na Trboveljski cesti 6 od takrat, pa sta še 2 objekta. Ja, v starem VDC-ju, kjer je bila včasih dnevna enota, sedaj pa je tam, največja enota bivanja, kjer trenutno skupaj biva 10 uporabnikov. Se pa je verjetno o tem začelo razmišljati potem, ko so se res uporabniki začeli starati, so prišli tudi recimo do 60. leta, starši so pa pomrli in niso imeli kamor iti, Tako je, in domovi za starejše enostavno niso primerna oblika bivanja za njih, ker oni vseeno potrebujejo drugačno podporo, velikokrat so to še mlajše osebe. Poleg tega pa v zadnjem času pridejo k nam tudi uporabniki, ki so mlajši, tudi po 30 let, ker si pač zaželijo samostojnejšega življenja. In če bi bili sedaj v normalnih časih, bi potekal projekt, vključenega in povezanega Zasavja v smeri njihove še večje samostojnosti, podpornih storitev, možnosti bivanja tudi v samostojnih stanovanjih, vendar verjamem, da bomo vse to nadaljevali, ko bo tele krize konec. Kakšna pa je starost vaših uporabnikov, recimo najmlajši, najstarejši?
Reka, najmanjši ima 21 let, najstarejša pa je že presegla 70 leto. Kakšno pa je to sporazumevanje med njimi, sobivanje? Vzamejo novinca, tisti starejši veterani, nekateri še že veterani, so od vsega začetka tu, dobro sprejmejo nove? Velikokrat bi si želela, da bi bila naša družba, bom rekla, zdravih, običajnih ljudi v normalnem življenju narejena tako, kot so te skupnosti. Ko dejansko poskrbijo, sprejmejo vsakega, ne bom rekla, da ne pride do prepira, pa je treba vse skupaj, bom rekla, spraviti potem nazaj v spoštljive odnose, vendar pa, ko so ključni, hudi trenutki ali pa ko nekdo res potrebuje podporo, si stojijo ob strani. In to je v teh dneh še kako pride na površje, ko dejansko so cele dneve skupaj z zaposlenimi, bom rekla, so spoštljivi eden do drugega, si pomagajo, si popestrijo, bom rekla, ta čas in res sem ponosna na njih. Greva še na eno lepo stvar, malce preden se je začela epidemija, je bila razglašena epidemija pa pandemija, zaradi tega koronavirusa so uporabniki še veselo uživali, vas se pa, oziroma tebe je pa takrat že kar malce skrbelo, ne? Ja, dejansko me je skrbelo, ker mi smo v ponedeljek, mislim, da je bil 9. marec, odšli z 2 avtobusoma na Ribnico na Pohorju, kjer smo bili dejansko izolirani in ko je vse tole nastalo, smo kar razmišljali, da ne bi sploh domov prišli, ampak kar gor ostali. Sam dejansko je pa to pri nas bilo že tveganje, ker okužba je že bila, sicer ne v Zasavju, vendar, da bi v tistem trenutku rekla uporabnikom, da ostanemo doma, nisem imela srca in sem pač prevzela to tveganje, da bi, če bi se slučajno gor kaj naredilo, da bi pač se potem soočali s posledicami. Samo k sreči se je vse dobro izteklo in smo vsi skupaj dobili še veliko popotnico vitamina D, veliko dobre volje, veliko objemov, druženja, ki nam v teh dneh še kako primanjkujejo. No, Špela, potem pa šok, potem pa odločitev, da tudi varstveno-delovni centri, tako kot nekatere druge ustanove, vrtci, šole, zapre svoja vrata in kam z uporabniki? Ja, že na zaključku, mislim, da je bil četrtek, preden smo potem v petek šli domov, sem uporabnikom povedala, da najverjetneje v ponedeljek ne bomo več prišli v VDC, tako da smo se že, rekla, na samem dobrem prostoru, kjer smo bili cel teden skupaj, pogovorili, kaj to pomeni, da pač mi smo vztrajni in bomo vztrajali do konca, tako kot je potrebno. Verjamem, da so vsi naši uporabniki, svojci, ki so morali ostati doma, dnevnih enot, teh je od 150, pač 26 manj, ki ne bivajo tu in dejansko so sprejeli, spraševali in vem, da se tudi držijo vseh potrebnih pravil, da bo, bom rekla, virus čim prej odšel od tam, kjer je prišel. Kako so pa sprejeli tisti, recimo, ki so zdaj 24 ur doma v okrogu svoje družine, pa so bili prej nekako vajeni, da za 8 ur pridejo sem, imajo malico, delajo, kaj zaslužijo, se družijo, grejo na kakšen izlet. Zdaj se pa ta način življenja čez noč pretrgal. Imajo kakšne stike, mobitel? Ja, mi smo dejansko takoj, ko se je to začelo, rekla, celotno ekipo zaposlenim, ki sem jim res neizmerno hvaležna, ker tudi v teh dneh, ko bi lahko nekateri brezskrbno ostajali doma, razmišljajo, kako popestriti dneve uporabnikom, ki so ostali doma. In sicer, bom rekla, z rednimi telefonskimi klici, ne samo mentorjev, ampak se gremo zdaj igro klica presenečenja, da si zbereš tudi nekega uporabnika, s katerim nimaš toliko stikov. Vseh klicev so izredno veseli. Zdaj pripravljamo filmček, da jih bi tudi v živo pozdravili, poslužujemo se video klicev, tako da dejansko, bom rekla, oddaleč skrbimo za njihovo psihofizično podporo, tudi svojcem, ki verjamem, da jim v teh trenutkih ni lahko, ampak jaz sem optimistična in verjamem, da če se bomo vsi skupaj držali pravil, pa če nam bojo pri tem pomagali tudi drugi ljudje, da bojo ostajali doma, se držali tistega in se zavezali, da so pač stiki v tem trenutku nekaj slabega, verjamem, da bomo
vse skupaj premagali, ker vsega je enkrat konec. No, nekateri so tako duševno kot tudi telesno malce huje prizadeti, verjetno tudi z njimi svojci doma težje delajo, mogoče niti niso toliko usposobljeni, se jim tem, ne vem, država, tem, ki pomaga, sam varstveno-delovni center, lahko kaj pomaga? Varstveno-delovni center lahko pomaga toliko, kolikor smo pač zmožni svetovati na daljavo, poklicati mogoče določene službe, institucije, svetovati na kakšen način lahko pridejo do nečesa, kar potrebujejo. Zato vedo svojci, da so jim naše številke vsak dan, tudi 24 ur na razpolago. Kakšna kategorija ljudi pa je tistih, ki so lahko ostali v teh dnevnih centrih, so tudi takšni, ki so recimo, ki potrebujejo redno, vsakodnevno zdravniško nego, tudi taki, ki so recimo na vozičkih ali pa priklenjeni na posteljo? Bom rekla, v naših bivalnih enotah, ja, večina uporabnikov ima redno zdravstveno terapijo. Imamo uporabnika na vozičkih, uporabnico, ki je skoraj priklenjena na posteljo. Bom rekla tako, da pri 26 stanovalcev imamo vsega po malem. No, mi dva snemalcem bova objavila nekaj fotografij, ki so jih uporabniki v teh dneh koronavirusa sami posneli. Na njihovih obrazih, ko slike, fotografije pregleduješ, vidiš, da optimizma pa Prešernega nasmeha ne zmanjka. Torej, očitno dihajo, ne? Drug z drugim. Srečo imamo, da imamo na vseh enotah površine na soncu, kjer se lahko, bom rekla, v varni razdalji podružijo. Vesela sem, da so tudi uporabniki, stanovalci samoiniciativni, mi pošljejo slike. Tudi sama, bom rekla, jih dnevno oddaleč, ko so zunaj, obiščem, namenim spodbudno besedo. Itak je zdaj ta glavno vprašanje, a na morje bomo pa šli, ne. V bistvu lahko zagotovim, če bojo odprte meje, če bojo za to pogoji, bomo zagotovili tudi finančna sredstva, čeprav trenutno ni dela, so izdatki veliko višji zaradi, bom rekla, vseh potrebne nabave, zaščitne opreme, bom rekla, dodatkov v izrednih pogojih dela in tako dalje. Vendar, če bojo pogoji za to, obljubim, da bomo šli. No, kaj v tem času se dela osebje? Zdaj verjamem, da uporabniki, tisti, ki so v dnevnih centrih, niso sami, si ne kuhajo čisto sami, pomagajo že. Kdo skrbi za njih? Kakšen je način dela? Kakšen je turnus dela zaposlenih? Bom rekla, to so te bivalne enote, ker dnevni centri so... Bivalne enote, ja, bivalne, dnevni centri so sedaj zaprti. V bivalne enote imamo pa mi dejansko 16-urno registrirano, ker 8 ur so pa vsi hodili dopoldne v VDC. In mi smo se mogli, tako kot še marsikateri drug VDC, ki ima institucionalno varstvo, sami reorganizirati in tudi zaposlene iz dnevnega dela potegniti v urnik dela v bivalnih enotah, tako da se izognemo tveganju mešanja zaposlenih po posameznih enotah. So stalne ekipe na posamezni enoti, kjer ne govorimo več, kdo dela v institucionalnem varstvu, kdo dela v dnevnih centrih, ker smo zdaj enostavno vsi skupaj v tem in si sam želimo, da ostanemo zdravi. Zaposleni so pripravljeni res. Hvala, ker karkoli vemo, da je potrebno, se tega držijo, mobitelov ne vnašajo v enoto, poleg tega spoštujejo vse ostale protokole, ki jih dogovorimo, in tudi čas dela je 12-urni. Torej ob 6 prvi? Ja, prvi zaposleni pride ob 6, ko nočni zaposleni zapusti enoto, drugi zaposleni pride ob 8, ko se večina uporabnikov že zbudi stanovalcev, da potem zorganizirata samo delo, zajtrk, ker potrebno je tudi vse to pripraviti, sicer pomagajo uporabniki, a podpora zaposlenih je nepogrešljiva.
vprašljiva. In potem, kako preživeti cel dan, prvi zaposleni potem zapusti službo ob 6, drugi ob 8, ob 6 se mu pa že prej pridruži nočnik, ki ponovno nadaljuje 12 ur, ne. Bom rekla, tudi zaposleni v dnevnih enotah razmišljajo, kako popestriti dneve, tudi v bivalni. Bom rekla, kooperacijsko delo smo do določene mere obdržali in ga dajemo v bivalno stanovanjsko, da je potek dneva, bom rekla, ob normalnih delovnih dnevih čim bolj normalen. Se pravi, prej so šli v službo, sedaj v tistem času delajo kooperacijsko delo, ki se ne mudi, v katerih imamo vse previdnostne ukrepe, da so dovolj narazen, da roba, ki jo dobimo od kooperantov, stoji, bom rekla, najmanj 72 ur, po možnosti pa še več, preden pride. Skratka, držimo se vseh strogih predpisov, hkrati pa ob tem želimo ohranjati normalno življenje. Saj vemo, da virus bo enkrat šel, bom rekla, psiha, zdravo, dobro počutje, duševno zdravje pa se nam lahko pokvari za celo življenje. V tem velikonočnem času so v teh bivalnih enotah tudi pridno barvali pirhe, jajčka, ne? Ja, seveda, in pekli in vse tako kot doma, zaradi tega, ker ta domačnost je nekaj najbolj pomembnega, kar jim lahko damo, ne glede na to, da niso dejansko v svojem domu. Mogoče se motim, saj spremljam kar precej slovenskih medijev, ampak več slišimo v stanju v teh domovih za starejše, manj pa v varstveno-delovnih centrih. In se mogoče tudi tebi zdi, da se je mogoče malce pozabili tudi na to kategorijo ljudi, ne? Pa tudi zaposlenih mimogrede. Ja, pač manjši delež populacije, to je eno. Druga stvar je pa to, da nekateri v Sloveniji še vedno mislijo, da smo varstveno-delovni centri le dnevni centri. Vendar bom rekla, velika večina, ne vem, če sta tu še 1, 2, 3 VDC, ki nimajo bivalnih enot, vsi ostali pa imamo bivalne enote. In to se enostavno pozabi in na to opozarjamo, bom rekla, že vrsto let, tako da upam, da bo pa tale kriza dobra za to, da bojo prepoznali, kaj smo varstveno-delovni centri postali, kakšna je naša kompleksnost delovanja in na kaj vse je potrebno biti pozorni, da lahko ti dobro poskrbiš za potrebe uporabnika, ne. No, prej si mi povedala, da se slišiš tudi s kakšno direktorico kakšnega doma starejših in da ti pove, ko enkrat virus potrka na njihova vrata, ko se naseli v dom, da ni čarobne palice, ne? Ne. Ravno v petek sem govorila z direktorico, kjer imajo razširjeno okužbo, res kolegica, in občudujem njeno delo, vseh zaposlenih v takšnih kriznih razmerah. In ko sem preverjala te protokole, ki jih imamo pri nas za primer okužbe, suma, vse, kar imamo pripravljeno, mi v glavi odzvanjajo njene besede, da ko enkrat ta hudič pride v hišo, se ga dejansko ne znebiš, dokler ne pride do neke prekuženosti, ne. In zato polagam na srce res vsem zaposlenim, ker naši stanovalci so zdravi, ne. Vir okužbe lahko pride od zunaj, dostop v prostore stanovanjske, bivalne imajo samo naši zaposleni. In pomembno je, da se res strogo držimo vseh varovalnih ukrepov, vključno z mano, da spoštujemo, bom rekla, razdalje, ne druženje, da se družimo samo znotraj enega gospodinjstva, ne. Ker tako verjamem, da vsaj delno lahko preprečimo najhujše. Seveda je pa tukaj potrebna, bom rekla, kljub vsem varovalnim ukrepom tudi sreča, ker bi bil, ne vem, samo en Zasavju, pa bi bil to prvo eden od naših zaposlenih, ne. In kaj potem, če se zgodi okužba tudi v bivalni enoti? Kakšen je potem protokol? Dejansko mi že sedaj redno merimo temperaturo stanovalcem, tako da takoj ob povišani temperaturi pokličemo osebno zdravnico stanovalcev, ker mi nimamo domskega zdravnika, mi nimamo diplomirane medicinske sestre stalno zaposlene, in nam potem zdravstveni dom svetuje, ali je potreben pregled, ali je potreben odvzem brisa, bom rekla, na ene 3 dni smo kar jemali po kakšen bris, pa so bili k sreči vsi negativni, v tem času smo,
bom rekla, preživljali težke trenutke, ker že razmišljaš, kako boš aktiviral ekipo, kar smo pa dejansko na podlagi navodil. Na začetku je bilo tako rečeno, da bodo naši stanovalci, če bodo zboleli, hospitalizirani, potem so se pa navodila spremenila in smo dobili tako kot domovi navodilo, da moramo vzpostaviti, jim rekla, tako imenovano sivo cono za sume okužb in pa COVID cono, ki smo jo pa, rekla, v sodelovanju z Litijskim domom Tisje, ker imamo mi v istem objektu tudi enoto Litija in ko so nas prosili za oddajo tega prostora, smo pa mi prosili njih, ker so vseeno, bom rekla, bolj zdravstveno usposobljeni kot mi, da pa pozitivna cona, ko je enkrat uporabnik res okužen, tudi za naše VD-cevce ostane v Litiji. Tako da smo to uredili, vendar si, rekla, ne mečem pesek v oči, ne. Če je stanovalcev doma več kot 200, če je naših uporabnikov 26, če enkrat pride do tega plaza okužb, je, rekla, tudi 20-30 postelj v tej izolaciji premalo. Ja, čarobne palice skoraj da ni, ne? Ne. Kaj pa zaščitno opremo jo je dovolj? Je bilo od začetka kaj več težav? Zdaj verjetno maske, rokavice, razkužila, skafander. Tisto, kar nucaš za delo v običajnih delovnih razmerah, kar danes nosijo tudi naši zaposleni, je dejansko maska, ki smo takoj, ko smo videli, da je pomanjkanje, začeli šivati in so jih dejansko zaposlene, ki so ostale doma, šivale za zaposlene VD-ceja. Veliko smo dobili vklicov, če bi to prodajali, vendar se meni v teh razmerah res to ni zdelo prvič etično, da bi to prodajali. Po drugi strani smo pa še kako potrebovali to opremo, saj zaščitnih mask na začetku sploh nismo mogli dobiti. Potem so tukaj še zaščitne čepice, ki jih nosijo, in pa predpasniki ter seveda rokavice. Vse to smo nekako uspeli zagotoviti, vendar je pa potem problem faza 2, če pride do suma okužbe, do okužbe, ko pa ti potrebuješ boljše zaščitne maske, kot potrebuješ profesionalna zaščitna očala, ki jih nikjer nismo dobili, in ravno v petek sem s pomočjo, bom rekla, Jureta Kneza, DVSO po posredovanju v civilni zaščiti Trbovlje, so imeli na zalogi še 8 očal, ki smo jih, bom rekla, po nizki ceni odkupili, tako da hvala res Simonu Lasu, Juretu Knezu. Pa tudi vsem zasavskim občanom, bom rekla, Matjaž Švagan me je poklical, Marko Funkel, iz Šmartna pri Litiji, Meserko, tudi Franci Rokavec je pomagal vzpostaviti te COVID cone v Litiji. Ja, rekli so, če bomo potrebovali pomoč, da lahko kadarkoli pokličemo. Ne smem pa pozabiti tukaj naše zdravnice, sicer medicine dela za zaposlene, dr. Irene Manfredo, ki se je v pomoč prostovoljno vključila, še preden so bili imenovani koordinatorji, in ona je sedaj k sreči tudi naša koordinatorica. Jaz si 100% zaupam in verjamem, da bomo s takšnim sodelovanjem, kot so ga tudi pokazali, bom rekla, direktor zdravstvenega doma Trbovlje, Denis Tomše, da bojo k nam prišli odzeti bris COVID enota, pa tudi zdravstveni dom v Zagorju, da pač pride, ko imamo to potrebo, vejo, da nimamo domskega zdravnika. Jaz verjamem, da bomo ne glede na vse tolo, bom rekla, grozljivko na trenutke srečno preživeli. No, ni še varstveno-delovni center Zasavje, je še vedno Zagorje, ampak vidim, da je Zasavje stopilo skupaj, ne? Ja, Zasavje, bom rekla, pa še tukaj, Litija je pač statistično že pod Zasavje, sem tukaj še Šmartno, ki je pa kljub vsemu še ven sam, vseeno imamo mi njihove uporabnike, pa tudi stanovalce v tem trenutku, ko bivajo v Zagorju. No, ti sama imaš pa tudi družino in ko smo se nekako dogovarjali za tale intervju, si rekla, ja, saj kar pridi, ne, tudi če je velikonočna nedelja, saj zdaj ni nedelj, ni praznikov, družina pa verjetno tudi razume, ne? Najmlajša, ali pa najmlajši mogoče malo težje? Najmlajša Mila je predvsem problem, ker dejansko nimamo varstva, ne. In če so oba dva zaposlena
jih imaš sreči, šolo obvezna še 2 punce, Lino pa Tito, ki sta zelo pridni in delata za šolo, zraven pa še pomagata pri varstvu, ker moja mama je pač čisto izolirana, ker je ena izmed najbolj ogroženih. Ja, sreča v lepi naravi, tako da ostaja optimistična, vendar razen tega, da ji pač dostavim, kar potrebuje in s tem, da se vidimo na daleč, in varstva otrok, na žalost, čeprav bi to ona srčno rada počela, v tem trenutkih ne morem prodati. Verjamem, da te bo zdaj z veseljem pogledala, ko se bo tole predvajala, seveda. Da te vidi skoraj da v živo. Ja. No, seveda je pa vprašanje tudi, kaj potem. Zdaj, v tem času, dobro, vi se nekako v tem varstveno-delovnem centru preživite tudi s pomočjo kakšnih svojih izdelkov, da še kaj kane na račun. No, tale Mikica s srčkom je tudi izdelek, produkt varstveno-delovnega centra, če se ne motim. Pač imamo neka delovna oblačila, ko nastajajo, bom rekla, v naši produkciji, potem pri izvedbi nam sicer še ostali pomagajo, pa kakšne copate, zaradi tega, ker res nam je pomembno, da se ta pripadnost čuti in da zaposleni v določenih trenutkih tudi z enotno uniformo, ki je za nekatere sicer, bom rekla, znak nekega totalitarnega sistema, bi lahko rekli. Samo ene stvari so dobre, bom rekla, vsak sistem ima kaj dobrega, kaj slabega in če iz vseh sistemov potegneš nekaj dobrega, si pa lahko zelo fajn. No, zdaj v teh dneh midva sicer ne nosiva mask, ker smo nekako ves čas, smo vsi trije ves čas v takšni varni razdalji, recimo 4-5 metrov. Ja, ali pa še več. Ja, ali pa še več, ampak se mi pa zdi, da ko govorimo o maskah, da so pa nekaterim tudi majhnemu delu državljanov maske padle iz obraza. Ja, to je pa dejansko. Zdaj, če malce ponazorim, jaz včasih slišim, pa dobro, sej največ te bolezni je v domovih za starejše, oni so tako že starejši, ampak sej najprej, saj jaz sem nekako tako vzgojen, da je treba poskrbeti za tiste najbolj šibke. Zdaj, če smo socialna država, če smo dobra družba, za kar se vsi smatramo, če smo družba, kjer je življenje sveto, kjer gremo po reku kljub vsemu reči življenju da, tega ne bi smelo biti. Če pa je, potem bi bilo dobro, da bi se to naredilo na začetku krize in ne bi imeli nobenih ukrepov in bi rekli pod Darwino, kdor preživi, preživi, kdor ne preživi, preživi. Da pa v teh trenutkih tako razmišljamo, ko se je veliko žrtvovalo, rekla, tako na strani gospodarstva, kot na vseh drugih sferah, najbrž tudi psihičnega zdravja marsikaterega posameznika, pa je zelo žalostno. No, sej, na srečo mi dva ne. Ne, to gotovo ne. Imamo še srce na pravim mestu. To pa seveda. Pa tako bo tudi ostalo. Ja, Špela, jaz si želim, pa sej to tudi sebi, mimogrede, da svojimi varovanci, pa tudi svojo družino, tudi letos zaplavaš kje, ne vem, vsaj v Jadranskem morju, v Sloveniji ali pa na Hrvaškem. Ja, najlepša hvala, tudi sama srčno upam in res upam, da to in z družino in z uporabniki, da nam uspe, najprej pa pomembno, da ostanemo zdravi in na koncu bi rada vsem ljudem rekla, spoštujte pravila, ne glede na to, tudi če ne bodo več tako stroga, da se ta virus res dokončno poslovi. Še kakšno sporočilo za tiste svoje uporabnike, ki te gledajo zdaj? Ja, rekla bom, ostanimo prijatelji, tako kot je tista Avsenikova pesem. Že besede so veliko, da se slišimo, pokličemo, sodobna tehnologija nam omogoča, da se tudi vidimo in tako kot je napis na naši stavbi Vztrajno do ciljev, je tudi vztrajno ostanimo zdravi in verjamem, da se kmalu spet snidemo. In ko bo tole mimo, bo zagotovo tudi kakšna Tanja Žagar obiskala varstveno-delovni center in nekaj zapela. To sem pa pozabila povedati, ker s tem jih pa najbolj po koncu držimo, da bo Orangfešta, da bomo imeli odojka, da bomo imeli, rekla, pevce, ki si jih želijo in proslavili, rekla, tudi našo zmago,
glede na to, da se moramo držati vseh tele predpisov, seveda, ko bojo razmere za to varne, da se ne bi vse skupaj ponovilo. Držimo pesti, da bo res tako. Špela, hvala za vse, kar si povedala, pa še veliko energije naprej, ne? Hvala, pa sam na konec, hvala kolektiv, da ste takšni, kot ste, ker brez vas tudi sama ne bi bila danes tako optimistična in Igorju bom rekla na lepo velikonočno nedeljo, bom rekla, ne pustila, ampak se z veseljem odzvala in to sporočila tudi vsem ostalim. No, z Matjažem sva prav vesela, da sva lahko tole posnela. Hvala še enkrat, hvala pa tudi vsem vam, ki ste nas spremljali, pa seveda bomo še kakšno oddajo posneli tudi v tem času koronavirusa. Srečno!